Dobro večer, dobrodošli v Deželi pridnih, v prvi izvedbi Dežele pridnih v novi sezoni. Na nek način tudi zadnji, vsaj zadnji, kar se tiče nas treh in našega stalnega omizja, ki smo ga lansko sezono nekako uspeli skozi celo leto zapeljati, za kar sem izmerno hvaležen tako Slovenskemu mladinskemu gledališču, kot seveda svojima gostoma, Matjažu Ličarju in Milošu Koscu. Živjo. Ja, in danes se pa seveda navezujemo na sezono, ki je pred nami, na sezono, ki jo je Mladinsko gledališče napovedalo z geslom Sezona ljubezni in teh stvari. In seveda mi tega ne moremo, na nek način smo izzvani s to ljubeznijo. Zdi pa se, vsaj meni osebno, da kakršnakoli tematizacija ljubezni, sploh v nekem javnem diskurzu, je vedno povezana tudi z nekim nelagodjem ali pa vsaj negotovostjo, kako o teh stvarih spregovoriti in kaj o njih sploh povedati. In zdaj seveda prvo vprašanje za vaju je, če se s tem strinjata in če se, odkot to nelagodje oziroma odkot ta negotovost. Ja, lep pozdrav sem skupaj. Jaz bom takoj začel z nečim nelagodnim, z eno manifestacijo ljubezni. Hčerka me je lepo prosila, da moram apelirati na vse vas, da začnete poslušati korejski K-pop band Blackpink, ker so izjemni. In v bistvu res niso tako slabi. Zdaj sem to opravil. Kar se tiče nelagodja, ja, jaz mislim, da je več razlogov, po mojem. Eden od teh razlogov je, da vsaka neka specifična ali pa recimo pozitivna tematizacija ljubezni nujno nekako zgreši svoj cilj. Verjetno je zelo težko opredeliti, zakaj nekoga ljubimo, verjetno ni ene specifične lastnosti, skratka vedno obstaja nek ta presežek, nekaj, kar se izmika tej tematizaciji. Tako da je del nelagodja verjetno povezan s tem, da smo že vnaprej obsojeni na neuspeh in potem je težko, verjetno težko najti neko energijo za vso to investicijo pa disciplino za študij in samo tematizacijo. Drug del odgovora, ki se mi zdi pa mogoče malo bolj, ne vem, mogoče moj oseben ali pa tudi ne, je pa povezan s tem, da se mi zdi, da je ljubezen na nek način področje, kjer mi vstopamo v neko kolektivno situacijo, v situacijo recimo dveh pri ljubezenskem paru, skratka v neko kolektivno situacijo vnašamo neko maksimalno intimo. In mislim, da tukaj obstaja neka napetost med to kolektivnostjo pa med intimo. In zdi se mi, da na nek način ravno ta praznina, ki jo pri nas povzroči recimo partner, ki je seveda zelo zanimiva praznina, je seveda praznina, ki se je nismo zavedali, dokler tega človeka nismo spoznali. Skratka, vstop v ljubezen nujno pomeni tudi soočenje z neko praznino, ki nam ni bila prezentna, dokler se nam ta ljubezenski dogodek ni zgodil. Ampak jaz bi na kratko rekel, da se mi zdi, da to nelagodje izvira mogoče iz te napetosti med neko kolektivnostjo pa med neko intimno ranljivostjo. Ja, zelo podobno sem razmišljal, med tem, ko si govoril, da je po mojem, da jaz bi se strinjal, da je osnovni kleč tle verjetno sum, ki se mi zdi, da ga pogosto imamo, ko občutimo neko močno ljubezen, imamo sum, da vseeno to ni identično čustvo pri vsakem posamezniku. Skratka, to razmerje med kolektivnim pojmom pa sumom, da to, kar se tebi dogaja, se vsaj točno v taki obliki ne dogaja nobenemu drugemu. In nimaš v bistvu nobenega zanesljivega načina, da bi to tudi preveril. Tako kot recimo, lahko bi imel neko simulacijo ljubezni, popolnoma drugačno od vseh ostalih. Ampak to je po mojem, da en rezultat tudi zmede na polju ljubezni, všeč mi je, da je tukaj in teh stvari,
da smo spet vstopili nekako nazaj v zgodovino, ker je bil diskurs o ljubezni, se mi zdi, razmeroma kompleksen. Imel si različne vrste ljubezni, niso bile vedno samo med dvema človekoma, bile so, ne vem, je bila politična ljubezen, religiozna ljubezen, erotična ljubezen, poln drugih vrst ljubezni. In enkrat pred kar nekaj leti sem bral en dosti zanimiv madžarski roman, sodoben roman, ampak je opisoval pač to aristokratsko družino Esterhazy, kjer je ena izmed članic te družine bila prepričana, da v bistvu erotična ljubezen res ni sveta ali pa ni Bogu blizu, čist po viktorijansko, ne? Zato, ker je v svojem jedru sebična, zato, ker se ti želiš erotičnega užitka in to pa ne more biti božja ljubezen, za razliko recimo od ljubezni, ki ga, ne vem, mama pa oče čuti do otroka. Ne? Pa se mi je že takrat porodila, ni mogoče, mislim, popolnoma obrniti logiko in reči, da je, mislim, jaz sem se tukaj recimo pregovarjal z viktorijansko gospo iz romana, to mislim, da je bilo po mojem tudi, ko bi rekel, razlika v času, ki je ta roman opisoval, pa pozicijo 21. stoletja, ampak vseeno. Po eni strani bi seveda lahko rekel, da ni bolj sebične ljubezni kot ljubezni do otroka, ker je to edina pot do nesmrtnosti. Ne? To je edini način, kako boš sebe potisnil naprej v eno bitko za preživetje. No, ampak jaz pa še vedno mislim, da vsako ljubezen definira nekaj, kar seveda, da je ljubezen v svojem bistvu, ima vsaj elemente nesebičnosti ali pa elemente neinstrumentaliziranosti. Se pravi, ena izmed teh stvari je po mojem, da neinstrumentaliziranost. Skratka, da obstaja tam, čeprav mogoče bi bilo lažje brez nje, včasih bi bilo pa, je pa najmanj prijetna ali pa primerna stvar v tistem trenutku, pa se vsem zgodi, pa te vsem prevzame. No. In ta neinstrumentaliziranost je mogoče ena izmed teh stvari, ki so vezane na politične pomene ljubezni. No, se, apropo politike, seveda ljubezen je eklatantno politično vprašanje. Mislim, da če ne bi bila, iskreno dvomim, da bi jo v Slovenskem mladinskem gledališču ji posvetili celo sezono. Skratka, ta element političnega je gotovo pomemben, sploh v, da rečem, današnjih časih, ne, ko se je v bistvu polje političnega boja, sploh ko govorimo o tej, v navednicah, tradicionalni levici in desnici, v dobršni meri iz področja boja za socialne pravice preselilo v sfero intimnega. Jaz sem šel danes prav gledati, kdaj se je pri nas zgodil referendum o pomoči, biomedicinski pomoči pri zdravljenju neplodnosti. Nekako popularno smo ga takrat, je bil takrat poimenovan, sicer precej politično nekorektno, referendum o oploditvi samskih žensk. Če se ga spomnite, zgodil se je leta 2001, kar je v bistvu že kar dolgo časa nazaj. Zakaj omenjam ta referendum? Ne pravim, da je to zdaj tista prelomna točka v času, ko se je tudi v našem prostoru intimnost do te mere politizirala, ampak vsaj v mojem spominu je nekako to prelomna točka. Ali pa to je bil vsaj prvič, da smo šli zaradi takega vprašanja na referendum, potem smo šli še nekajkrat, ne, seveda v povezavi z družinskim zakonikom. Skratka, ta politična dimenzija se zdi nekaj novega, ne, ali pa vsaj drugačna, kot je, bom tako rekel, politična dimenzija, ki jo ljubezen vedno od nekdaj že inherentno nosi v sebi. Kaj je po vašem mnenju ta novum, oziroma ali ta novum v resnici sploh obstaja, ali pa gre v resnici zgolj za, da rečem, politikansko preigravanje nekih vprašanj, ki pa so že od nekdaj prisotna? Ja, pri spregi ljubezni in politike bi jaz mogoče začel drugje. Ne. Se mi zdi, da se da to mogoče razmerje najlepše videti na ozadju recimo seksa, se pravi nekega spolnega akta, pa se bom pol navezal nazaj. No. Ampak tako, na nek način, ne, spolnemu aktu radi rečemo spolni odnos. Ne. Zdaj vprašanje je, kdo je s komu v odnosu tukaj. Ne.
Zelo pogosto so recimo francoski politični filozofi, Lacan, Badiou, tudi Žižek, čist lepo poudarili, da je v grobem posameznik pri spolnem odnosu v odnosu sam s seboj, s tem posredovanjem svojega ljubimca in da skratka zaradi tega težko temu rečemo odnos. V tem kontekstu je Lacan omenil, da ni spolnega razmerja, ni razmerja, zato ker je dominanta tega odnosa oziroma dominantna determinanta recimo tega odnosa je naš odnos sam s seboj prek tega ovinka ljubimca. In skratka, nekako, kot da bi recimo spolni odnos afirmiral neko identiteto vsakega udeleženca v tem odnosu. Po drugi strani pa ljubezen afirmira razliko. Se pravi, če mi nekoga srečamo, nam je, seveda smo soočeni s to razliko, s to neko tujostjo, s to recimo skrivnostnostjo, z nečim, kar je vstopilo v naš svet kot nek radikalen tujk, kot neka radikalna novost, nekaj, kar nas recimo, kar nam sprevrne pogled na svet. Tako da se mi zdi zelo pomembno to, da se mi zdi, da ljubezen pač afirmira razliko. In če recimo gledamo, kakšno bi se meni zdelo recimo ljubezensko razmerje, mene vedno srh spreleti, ko ne vem, če se pari opišajo v smislu, ko midva sva eno. Jaz res, recimo, se mi zdi to grozljiv odnos, da si z nekom eno. Jaz mislim, da skratka, če že kaj bi nek ljubezenski odnos opisal na način, da je to odnos, ki afirmira tvojo razliko, nekaj, kar te opolnomoči, nekaj, kar ti da možnost biti to, kar si, nekaj, kar ne bi bil brez tega odnosa. Ne, da si eno s svojim partnerjem, ampak da greš lahko, da lahko prečaš to razliko od svojega partnerja, da je na nek način si indiferenten do te razlike. In to opolnomočenje se mi zdi, da je nekaj, kar je tako strukturno zelo podobno kot pri politiki. Se pravi, participacija v nekih kolektivnih gibanjih je nekaj, kar te v osnovi opolnomoči, nekaj, kar afirmira tvojo razliko, ampak na način, da preseže to razliko, da je ta razlika ravno indiferentna. Je pripoznana, ampak tvoja situacija je pač indiferentna do te razlike. Tukaj se mi zdi, da sta ljubezen pa politika na nek način strukturno zelo sorodni. Ja, to se mi zdi zelo dober odgovor. Jaz sem v razmišljanju o politiki in ljubezni v bistvu zaplavil malo dlje v zgodovino in iščem mogoče možnosti podobnega odgovora skozi pretekle neke zgodovinske izkušnje ali pa razumevanje ljubezni. Recimo, zdi se mi, da bolj ko se politika ali pa javna sfera intenzivno ukvarja z ljubeznijo, kaj seveda še toliko bolj, kadar se ukvarja z regulacijo, katera ljubezen je primerna in katera ne, da se to zanimivo manifestira in skozi umetnost in skozi vrenja, ki temu sledijo. Skratka, obdobja, ki se ne ukvarjajo eksplicitno ali pa ne nagovarjajo problema ljubezni, so ponavadi bolj optimistična seveda kot tista, ki so preobremenjena z pomenom ljubezni. Recimo najprej pomislim na nek rokokojski čas iz 18. stoletja, ki je bil gotovo ena izmed visokih pesmi erotične ljubezni, ki pa je imel en tak zanimiv izbruh potem v francoski revoluciji pa v vsem formiranju modernega sveta na nek način. Podoben mogoče naš Biedermeier, skratka najbolj intimistična sfera družine in sentimentalnih ljubezenskih romanov in slik, ki mu je sledil en izbruh, erupcija revolucije leta 1848. Ne mislim, da sta to kulturno razumevanje ljubezni pa izbruhi neposredno povezani, ampak po mojem pa, da je odnos do ljubezni tak, to se pravi potlačen ali pa pretirano reguliran, gotov, ne vem, en tak indikator, da bojo slej ko prej stvari izbruhnile. In takrat recimo v revolucijah, ko pa imamo ene zanimive manifestacije novih oblik ljubezni ali pa takih, o katerih se prej ni govorili, pa mogoče vedno obstajajo. In to so lahko in ljubezen med dvema človekoma in v bistvu politična
ljubezen do skupnosti. Takrat se mi pa zdi, da se noben pretirano ne ukvarja z pravilno ali pa regulirano ali pa ne vem, uravnavanjem teh pojmov. Ja, zdaj si me spomnil nekako s tem svojim lepim pregledom različnih forum, pa različnih recimo regulativnih praks, da tukaj je nek moment univerzalnosti ljubezni. Zelo težko je zapopasti. Skratka, nobena partikularna praksa ne izčrpa povsem, vedno nekaj preostane. In tukaj je neka podobna univerzalnost, kakor pri politiki, se mi zdi. Katerakoli emancipatorna politika ne bo nikdar končana, vedno bo nekaj preostalo, vedno se bo nekaj izmaknilo tej kodifikaciji, tako kot to, kar si ti zdaj opisal. Ko si omenjal midva sva eno, z Intagmo sem začel razmišljati, da če bo enkrat čez 100 let opisovali naš bidermarski čas skozi skupne profile na Facebooku. Dva človeka imata isti profil. In po mojem, da teh zadnjih 30 let bi bil lahko nek tak novi Biedermeier mogoče in ta Facebook profil je ena lepa manifestacija tega, da bo enkrat nekaj izbruhnil. Pa veš kaj je sporočilo na telefonski tajnici, kjer vsak partner pove izmenjujoče vsak eno besedo. Ta iz 90-ih še. Ja. Telefonska tajnica je tudi za nas. Ta manifestacija je iz 90-ih, ampak gre pa verjetno res za isti fenomen. Zgodovinarji bojo študirali tudi 90. Slej ko prej, oziroma jih že. Naš dobri prijatelj Tibor Mihelič Sajt, tamle sedeči, je v uvodnem besedilu predstavitve letošnje sezone zapisal oziroma citiral, parafraziral Georgea Lakoffa in Marka Johnsona ter njuno delo Metafore, po kateri živimo, kjer pravita, to se pa zdaj neposredno nate navezuje, Matjaž, da precej izrazov, s pomočjo katerih ubesedimo značilnosti odnosov, črpamo iz domene fizikalnih sil, prav gibanja, magnetizma, toplotne energije in 3 pike, se pravi verjetno še česa. Zdaj fizika in ljubezen, a je to zdaj zgolj neko naključje oziroma metafora, ki je pač najbolj priročna in se najlepše sliši in jo najlažje razumemo, ali bi rekel, da je v tem vendarle nekaj več? Ja, mislim, na različnih nivojih bi lahko odgovoril. Še en mi pade na pamet, ta famozni nasprotja se privlačijo. Jaz po mojih izkušnjah se privlačijo v fiziki, pa še to ne zmeri. Pri ljudeh manj pogosto. Zdaj, ena stvar, ki mi pade na pamet, je to, da na nek način, ko govorimo o ljubezni, vseeno zelo velikokrat bolj govorimo o kemiji. Pa ko govorimo o spolnosti, velikokrat bolj o biologiji. Je pa res, da te primeri, ki si jih naštel, so seveda padajo v domeno fizike. Zdaj, okej, tako, če bi rekel direktno, če bi moral odgovoriti, bi rekel to, da ne bi razumel zveze med, recimo, da ne bi fizike razumel kot metafore za ljubezen, se mi zdi, to je možno sam pod pogojem, da imaš neko zelo ekstremno redukcionistično pojmovanje ljubezni, kjer ljubezen praktično zvedeš na, ne vem, transport ionov, nevrotransmiterjev, hormonov in elektrodinamike v bioloških tkivih. Mislim, da ni treba komentirati, koliko daleč lahko verjetno pridemo s to sliko, pa koliko daleč ne. Mislim pa, da obstaja neka zelo lepa usporednica, vseeno med fiziko pa med ljubeznijo, ki jo je na nek način vzpostavil filozof, ki ga jaz nekako najbolj poznam, Alain Badiou, in ki je omenjal, da sta fizika pa ljubezen imata nekaj skupnega, in sicer skupno ima je to, da sta oba na nek način procesa resnice. Zdaj, kaj pomeni, da sta procesa resnice? Najprej bi se osredotočil na proces. Proces implicira neko trajanje. Se pravi, tako kot je znanstveno delo terja neko zvestobo svojemu problemu, tako tudi ljubezen terja neko trajanje. Ljubezen ni akt, ljubezen je pač nekaj, za kar skratka, nek proces, ki mu moraš biti zvest dlje časa, nekaj, kar raste. Ampak ta zanimiv del je pa ta resnica. In resnica je seveda velika filozofska tema in zelo velikokrat v vsakdanjem življenju govorimo o resnici kot o sinonimu za vednost. Ampak
vednost pa resnica se mi zdi, da absolutno nista sinonima. Recimo, kje vznikne na nek najbolj univerzalen način resnica v znanosti, pa se bom pol vrnil tudi na ljubezen, vznikne takrat, kadar nekaj spodleti, takrat, kadar znanosti nekaj ne rata, takrat, ko se odpre neka praznina v neki epistemološki situaciji, ko vidimo, da je tukaj neka praznina v našem razumevanju, nekaj, na kar nismo bili pripravljeni, nekaj, kar nam je spodneslo tla pod nogami, nekaj, kar bo terjalo to, da svojo sliko sveta preuredimo in jo na nek način spet naredimo konsistentno, ampak to lahko naredimo samo z nekim trdim delom. In zdi se mi, da pri ljubezni je zelo podobno, spet, ko se nam zgodi ta ljubezenski dogodek, ko nekoga srečamo, kar naenkrat naš svet rata nekonsistenten, kar naenkrat smo soočeni z neko praznino, za katero nismo vedeli, da je tukaj sploh. Ta človek enostavno zapolni neko praznino, ki nismo vedeli, da jo je treba zapolniti. In spet seveda moramo z vztrajanjem, z zvestobo temu procesu na nek način urediti svoj pogled na svet na način, da je spet smiselen. In zdi se mi, da ta neka strukturna sorodnost med recimo fiziko v tem primeru, pa med ljubeznijo je nekaj, kar je meni dosti blizu, tudi pri recimo Badiouxevem delu nasploh. Super. Ja, kar se tiče pa arhitekture, seveda zdaj, če oba izzivam na področju, ki vam je primarno, da tako rečem, se pravi, kar se tiče arhitekture, prostora in ljubezni, pa priznam, da so bile moje prve asociacije povezane s seksom, se pravi prostor, kako pomemben je. Najprej sem pomislil na zadnje sedeže avtomobilov v nekih zelo daljnih časih, pa sem pomislil na lastno sobo, ampak mogoče Virginia Woolf ni to govorila o lastni sobi v tem smislu, ampak tudi v tem smislu je še kako pomembna. Pomislil sem tudi na svojega dobrega prijatelja iz gimnazije, ki je živel v predvsem majhnem stanovanju, pač seveda z obema staršema, sestro in babico, in je imel pač samo to eno okno v nedeljo med 3. in 5. Starša sta bila na vikendu, tam malo je pač steril ven, babica je šla pa na Britov. In to je bil edini čas, ko je lahko karkoli v tem smislu doživel. No, potem pa seveda, če pa gremo stran zgolj od spolnosti in prijemo potem seveda do pojma doma kot seveda nekega prostora, kjer se ljubezen v precej širšem pomenu in tudi globljem pomenu dejansko lahko manifestira tudi bolj kot neko trajanje, o katerem si govoril, kot zvestoba temu projektu, da tako rečem, oziroma temu procesu. Ja, kako ti misliš te pojme v odnosu do ljubezni in teh stvari? Ja, zdi se mi, da je ljubezen v prostorskem smislu en dober indikator, da se vrnem najprej na pojem neinstrumentaliziranosti. Vsaj prvi začetki ljubezni so po mojem skoraj vedno izrazito povezani ali pa celo ukrepijo izkušnjo prostora ali pa se vežejo na konkreten prostor. Če bereš eno dobro knjigo, ki ti lahko spremeni življenje, si vsaj jaz je ne zapomnim vedno po tem, kje sem jo bral. Ampak ko spoznaš nekoga, ko se začne plesti eno trajanje, ki traja, pa ne poznam človeka, ki ne ve natanko, ki je v kakšni atmosferi, kakšen je bil ta kraj. Ne samo to, ta kraj mogoče rata bolj resničen ali pa postane popolnoma drugačen. Je tako, kakor če zdaj iz stališča, ne vem, arhitekta gledam na uporabnost ljubezni, da jo instrumentaliziram, je blazno dobra tehnika za odkrivanje potenciala kraja, zato ker neke ruševine ali pa zadnji sedeži avtomobilov, ki so na slovenskih cestah vedno neuporabljeni, so neinstrumentalizirani, ker se vozi samo en človek v avto, ampak recimo ta njihov claim to fame je pa definitivno seks na zadnjih sedežih. Mogoče prav zato, ker med drugim, ne rečem, da ni tudi kakšnih praktičnih elementov zadnjih sedežev, ampak gotovo je pa en del privlačnosti zadnjih sedežev v tem, da so skoraj da komično neuporabljeni. Tako kot ruševine recimo, ali pa
zapuščeni deli parkov, ali pa lahko je to čez dan uporaben park, ampak zvečer postane primeren, ko je prazen, ko je mogoče celo malo nevaren, postane primeren oder za ljubezen. Ne? Skratka, ljubezen je tako ena taka negativna, kako bi rekel, lupa, stvari, ki so izvzeti iz vsakdanjega življenja, no, ne vedno, ampak velikrat. In to se mi zdi tukaj neke prostore potencijala, pa ljubezen si tukaj delita ta odpor do instrumentaliziranosti, vnaprej določene rabe, predvidljivosti, uporabe, no, v najširšem smislu. Tako da po mojem, da je bila čisto zanimiva arhitekturna vaja, da bi začeli poskušati artikulirati mesto skozi take prostore. Dobili bi nek negativ tega, o čemer ponavadi urbanisti pa arhitekti govorimo. Ne? Ko pogledaš najprej tokove prometa, potem ekonomske pomene, proizvodno, pa mesto, kjer se umeščajo dejavnosti, kjer ljudje živijo, ne? Dobiš v bistvu en zelo pomanjkljiv zemljevid ali pa načrt enega mesta. Dobiš v bistvu samo zemljevid instrumentalizacijo vsakodnevnega življenja. Ne? Če bi poskušal pa narediti en urbanistični plan ljubezni, ne, za Ljubljano, ki bi ga po mojem zelo rabila, je pa bilo pa nemogoče glih negativno, ampak en popolnoma s tistim prejšnjim neobremenjen načrt. Mogoče bi to tudi arhitektom pomagali drugače preurejati prostor ali pa vedeti, kje mogoče ne preveč preurejati stvari, kar je pa enako pomemben. No, ampak arhitektura se dejansko ukvarja s temi vprašanji, čisto ko ureja prostor na način, da se v njem ljudje lahko ali pa lažje ali pa težje srečujemo. Ne? Ker se v končni fazi srečanje, ta stik je začetek, je ta potencial nečesa. Ne? In če se ne srečamo, se pač preprosto nič ne more zgoditi. In tle sem se spomnil na eno štorijo, ki mi jo je pač, to je štorija iz druge roke, tako da ne bom znal oziroma ne garantiram za njeno absolutno resničnost, ampak se mi zdi zelo povedna v kontekstu tega, o čemer se pogovarjamo, namreč, da so pred leti, vem samo, da je bilo neko italijansko podjetje, pa recimo, da je bil Fiat, so se odločili, da bojo reorganizirali prostor s ciljem večje produktivnosti, kar je pomenilo predvsem to, da so ljudem skrajšali poti, se pravi tiste poti, ki jih morajo vsakodnevno opravljati tekom same proizvodnje. Kar pa se je izkazalo po relativno kratkem času, pa je bilo to, da je proizvodna oziroma da je produktivnost padla, namesto da bi narasla, in so to interpretirali na zelo preprost in verjetno tudi logičen in pravilen način, da ljudje, ki se ne srečujejo, da se ljudje manj srečujejo, da nimajo tega stika, da ne morejo reči tistih parih besed, ki si jih sicer rečejo, in da je posledica tega, da seveda slabše delajo. Ne? In ta organizacija prostora v smislu omogočanja ali pa preprečevanja stika, ne? Kako je to v bistvu mišljeno v kontekstu arhitekture? Ja, oba ekstrema sta zanimiva, zato ker recimo ta drug pa, ko ga lahko dobiš, je pa arhitekturne naloge, ki take zalive, kjer arhitekti ne znajo zelo dobro uporabiti svojih načrtovalskih sposobnosti in so tlorisi res recimo neuporabni. Te zalive poimenujejo prostor za srečevanje, kotiček za debato, ne, to je drug pekel, ker je spet instrumentalizacija teh odvečnih trenutkov. Ne. Po mojem, da je najbolj zanimivo vprašanje tle, kako v bistvu planirati tako odprt, da ne povezuješ prostorov z njihovo rabo, ker je v bistvu tako zelo banalno. Mislim, smo se enkrat o tem že pogovarjali, o tem prostoru, ki je tako bizaren, absolutno ni bil namenjen tej funkciji, se mogoče stvari ne samo drugače, tudi boljše odvijajo, kot da bi nekdo zasnoval pravilno dvorano, ki je namenjena druženju enkrat na mesec, mi trije govorimo o nečem. Ne. In po mojem, da je to, kako bi rekel, ključen element dobrega planiranja ljubeznivega, ne samo ljubezenskega, ampak tudi ljubeznivega prostora, da si tako kot vsak ljubezniv človek veš, kdaj se tudi odmakniti stran. Ne.
recimo, če sta dva tudi na zadnjih sedežih avtomobila, pa tudi če bo nekdo na prednjem diskretno zapustil ta avto, no tako nekako si predstavljam kultiviranega arhitekta, ne? Da sicer absolutno, po mojem, da je zdaj v teh časih, če si vsaj malo kritičen, ni težko razumeti, da popolna instrumentalizacija poti, prostorov za samo en določen majhen spekter v bistvu dnevnih opravkov ustvari živi pekel, ne? Ampak v bistvu začeti preračunavati tudi prosti čas, pa ljubezen, pa vse druge stvari in mu določati njegovo mesto je pa v bistvu ustreliti ljubezen še preden se rodi, ne? Tako da ena taka diskretnost in ljubeznivost je po mojem, da se izraža s tem, da se zavedaš, da se lahko ene stvari zgodijo prav samo tam, kjer niso bile planirane. Ne vem, jaz se v življenju nisem usedel svojo partnerko na tiste srčaste sedeže, ki so namenjene za pare v kinih. Razen če bi bila pač finta, to, da veš, da je to negravžen pa instrumentaliziran prav za par, ne, pa se vseeno sedeš prav samo za to. Ampak hočem reči, en taka skrajna poblagovljenje recimo enega iskrenega odnosa na tak način se mi zdi bizarno ali pa popolnoma zgrešeno. No. Ja, jaz bi rekel, da seveda, ne, to, da je Fiat ravnal tako, kot je, se mi zdi super za delavce Fiata, ne, ker seveda vsi vemo, da kakšen drug lastnik bi lahko rekel, ok, nismo šli dovolj daleč, ne, bomo pač zoptimizirali do konca, pa boste delali v plenicah in tako naprej in boste res optimalni. Ne. Ampak sam na hiter bi se spomnil, recimo mogoče reflektiral na neko epizodo, ki se je zgodila pa na mojem področju med pandemijo. In sicer znanstvene konference so tipično sestavljene iz dveh tipov prispevkov. Ne. En tip so tako imenovani orals, ne, se pravi talks, predavanja, ne. Pol pa drug tip so pa poster sessioni, ne, se pravi ljudje pripravijo postre, kjer predstavijo svoje raziskave in imaš ogromne hale, tipično teh postrov, kjer potem avtorji postrov stojijo, pa greš lahko do njih, pa se malo pogovoriš o tem, kaj so delali in oni so ti tam na voljo ob določenih terminih. Ne. No in med pandemijo, seveda, nujno je vedeti, ne, da predavanja so nekako implicitno bistveno bolj cenjena kot postri. Ne. Skratka, če organizatorji konference ocenjujejo, da tvoj prispevek ni dovolj pomemben, ga bojo degradirali iz predavanja v poster. No, in kar se je zgodilo v pandemiji je, da se je na neki točki konferenca odločila, da so pa te poster sessioni, zaradi tega, ker je tam veliko ljudi, a ne, da so v bistvu nek ne bodi ga treba te konference, da so epidemiološko nevarni, ker se tam zdaj toliko ljudi v tem prostoru gnete, a ne, medtem ko je na predavanjih možno zagotoviti neko distanco, pa tako pa ventilacijo, so se odločili, da poster sessionov ne bo več. In jaz moram reči, da smo se tako s kolegi skoraj tako res enovito strinjali, da je bila to najslabša konferenca v sigurno zadnjih 12 letih, recimo. Pa govorimo o isti konferenci, na katero smo hodili vsako leto. Ne. Enostavno meni je to nekako spreobrnil pogled na te poster sessione. Enostavno brez poster sessionov je konferenca popolnoma brez veze. Ti s človekom enostavno ta hierarhija, ta distanca, ki jo implicira nek govorni nastop, ne predavanje, pomeni, da v redu, mogoče boš slišal kaj zanimivega, ampak tipično ne boš šel do predavatelja, ne boš ga nič vprašal, vprašanja je ljudem nerodno postavlja, tudi pol debata se nikoli ne razvije, vedno je nekako sprovocirana strani teh ljudi, ki moderirajo in tako naprej, kot verjetno dobro veš. Ne. In skratka, izkazalo se je točno ista stvar. Ne. Ta stik je bil nekako zelo radikalno podcenjevan in na naslednje leto na konferenci je bil poster session seveda v normalni obliki spet. Tako, zaključujem. Evo. Ja, zamenil bi temo, vsaj za trenutek, zato ker gre za eno stvar, o kateri smo hoteli govoriti že, ne vem, marca ali pa aprila, pa potem še enkrat, pa se vedno znova nekako izmuznila, pa vem, da ti je zelo, Matjaž, ta bo spet bolj zate, blizu zanimiva in da si se z njo veliko ukvarjal, pa sploh glede na to, da je danes zgoraj v festivalni IT konferenca, sicer ne vem, če govorijo tudi kaj o umetni inteligenci, ampak dejstvo je, da so v
zadnje pol leta o tem vprašanju, o tem fenomenu, ki seveda ni star samo pol leta, ampak pol leta ga imamo v tej formi, v kateri ga imamo. Vsi povedali že vse, pač zelo raznolike reči ali pa skoraj diametralno nasprotne, od tega, da gre za od nekega bolj pragmatičnega pogleda, ki pravi, aha, to je super uporabno orodje, moramo se ga še naučiti uporabljati, do neke indiference v smislu, da je to nepomembna stvar ali pa mogoče celo neka modna muha, ki bo minila, kakorkoli, do seveda občutka, da je pa to zdaj konec sveta in konec človeštva, kot ga poznamo. Skratka, vse naenkrat na nek način. Ne. In zdaj, glede na to, da se o tem nismo pogovarjali takrat, ko je bilo bolj aktualno, pa lahko mogoče zdaj z distanco poveš, kaj misliš, ali lahko po tem času že potegnemo neko črto oziroma pridemo do nekih zaključkov, ki so mogoče bolj jasni. Ja, mislim, distanca je zdaj kvečjemu manjša. Ne. Jaz mislim, da z umetno inteligenco bo distanca tudi vedno manjša. Ne. Vedno bolj bo posegala v vse pore naših življenj. Pa tega ne mislim nujno v nekem, recimo nisem tehnofob, no. Meni se zdi fantastično orodje umetna inteligenca, ampak ne bi specifično zdaj mogoče, bi bolj nek panoramski komentar dal na umetno inteligenco. Začel bi pa druge, no. Začel bi pa v bistvu z fuzijsko elektrarno. Ne. Verjetno ste naleteli na to, da imamo zdaj ogromen ekip po svetu znanstvenih, ki probajo narediti fuzijsko elektrarno. Skratka, fuzija je proces, ki je nasproten temu, kar vidimo v atomskih bombah. A ne. V atomskih bombah imamo razpade jeder, v fuzijskih elektrarnah imamo pa zlivanje jeder. A ne. In izkaže se, da lahko črpamo energijo iz obeh, ampak s fuzijo je bilo bistveno več težav. A ne. So pa tukaj bistveno večji potenciali energije, a ne. To je konec koncev zvezdni vir energije. A ne. Naše sonce dobiva energijo točno prek tega procesa. Zdaj, že nekaj časa poslušamo, kako se bližamo neki delujoči fuzijski elektrarni, ki bo možno preklopiti na električno omrežje, in potenciali, energijski potenciali take tehnologije so res praktično neomejeni. Skratka, dejansko stopamo proti nekemu scenariju, kjer bo postalo možno zadovoljiti energijske potrebe človeštva v celoti. Zdaj, ključna poanta tukaj, ključni problem tukaj se meni ne zdi to, a bo se to res zgodilo, a bomo uspeli to tehnološko izvesti, ne. Ključen problem se mi zdi, na kakšen način bo ta energija distribuirana. Ne. Če bo nekako demokratično dostopna, potem bomo rešili energijski problem človeštva, če pa ne bo, bo pa pač ta tehnologija enostavno utrdila trenutna razmerja moči. Ne. In zdi se mi, da neko podobno tveganje imamo lahko z umetno inteligenco. Ne. Zdaj, umetna inteligenca po svoje lahko odgovori na ogromno nekih vprašanj in mogoče lahko celo odgovori na vprašanja, ki jih sodobna znanost na način, kakor zdaj deluje, enostavno ne more odgovoriti. Mogoče lahko umetna inteligenca odgovori na vprašanja, ki so preveč kompleksna, da bi jih mi opisali z neko kondenzacijo, z neko sintezo, neko enačbo. Skratka, obstajajo neki problemi, ki so recimo temu računsko reduktibilni, a ne, da se jih da nekako reducirati na nek zakon, na neko fizikalno enačbo, pa obstaja mogoče ogromno problemov, ki niso. A ne. To pomeni, da jih mi ne bomo na ta način, nikoli ne bo te enačbe. Skratka, nikoli ne bomo konceptualno imeli dovolj jasne slike za neke procese, ker so preveč kompleksni. In tukaj je umetna inteligenca zelo močna. Ampak spet, jaz mislim, da na koncu stvar neke politične odločitve, na kakšen način bomo uporabljali eno ali pa drugo orodje, in seveda, kar mene skrbi pri umetni inteligenci, je to, da bo enostavno polarizirala svet še bolj točno v smereh, kjer je polariziran že zdaj, in da bo prispevala k še večji neenakosti in k še večjemu izkoriščanju. In to nima nič s potencialom umetne inteligence kot neke fantastične znanstvene metode. Metoda je fenomenalna. Jaz sem res fasciniran, kaj vse zmore. In verjetno kdorkoli je imel stik z njo tudi. A ne. Ampak problem spet, tako kot recimo pri podnebnih spremembah ali pa pri fuzijskih elektrarnah, spet ne gre za tehnološki problem. Gre pa za problem politične odločitve, v kakšnem svetu hočemo živeti. A je to svet, v katerem bojo ta fantastična orodja pač večala polarizacijo, ali je to svet, kjer bomo nekako bolj enakopravno participirali. A ne.
Ja, ne, jaz se strinjam in po mojem, da res ta poudarek, da gre pri umetni inteligenci, vsaj dokler ne gre za neko avtonomno, ločeno entiteto, kar po mojem razumevanju še zdaleč ni, ne? Ali pa z lastnimi vzvodi, ne vem, da bi bila to proaktivna entiteta, ki bi lahko spreminjala stvari sama na sebi, ampak dokler se to ne zgodi, gre pač še za eno orodje, podobno kar pri debatah v medijih, ne, kjer se ne vem, o smrti knjige pogovarjamo že 100 let, o smrti radia zaradi televizije že 50 let, o smrti televizije zaradi interneta že 30 let in tako naprej, pa se nobena izmed teh stvari še nikoli še ni zgodila in se tudi ne bo, po mojem, da zato ker novo orodje ti da pač nove načine uporabe oziroma tudi tiste uporabe, ki jih orodje sploh ne predvideva. Tako da tukaj so eni blazni potenciali, po mojem, da je najbolj varna napoved, da se bo tudi to orodje uporabljalo tako za sociopatske kot tudi ljubezenske do človeštva namene. Ne. Še vsa dobra orodja so se lahko uporabljala na oba načina. Verjetno pa ta pravila igre nehajo veljati, ker enkrat ta umetna inteligenca zares izpolne vse svoje potenciale in postane entiteta, ki je popolnoma avtonomna od nas. Ne. Tam pa ne vem, kaj reči. Tam ne bo treba več kaj dosti reči. Orodje, ja. In seveda, ja, če ti si šel malo v zgodovino v smislu izumov orodij, ki nam vsakič znova olajšajo življenje, nam olajšajo delo. Ok, v redu, pri radio televiziji gre mogoče za druge sorte izume oziroma to ni toliko ključno, ampak če pač gledamo zgodovino človeštva kot celoto, se pravi vsak nov izum, vsako novo orodje je pomenilo, da imamo zdaj nekaj, kar nam delo olajša. Ne? In zdaj, če zastavim eno v bistvu zelo butasto vprašanje, ampak je z razlogom butasto. Če je vedno več orodij, ki nam lajšajo delo in življenje, zakaj potem takem ne delamo manj? Ne? Kje se zgodi v bistvu zdaj ta na nek način sprevržen moment, ne? Ker mislim, da tle je na delu neka perverzija, da s tem, ko ustvarimo orodje, ki nam omogoča, da v 10-krat krajšem času opravimo isto delo, kot smo ga, oziroma v 10-krat krajšem času kot prej, dela je pa še vedno enak. Zakaj? Ja, če smo pri umetni inteligenci, ne, ključna operacija pri umetni inteligenci pri učenju je optimizacija. Ne. Moj odgovor bi bil odvisno, kaj optimiziraš. Ne. Če optimiziraš količino dela, ne, pol bi z učinkovitejšim orodjem to moral bolj učinkovito optimizirati in bi bilo dela manj. Ne. Ampak če optimiziraš profit, pol pač dela ni manj, ne. Pol je dela mogoče k večjemu več. Ne. Bi pa sam še, pa mimogrede, ne, mislim, da John Maynard Keynes v 30 letih, pa potem še Jeremy Rifkin v 90-ih, ne, sta oba nekako napovedovala konec dela in to se nekako ni zgodilo. No. Jaz bi rekel, da je stvar natanko v tem, kaj smo se odločili, da bomo optimizirali kot družba. Ne. In to je mogoče navezan, mislim, to tudi nekako vstopa na neko področje, kjer mene ekonomija današnja, v današnji obliki neskončno iritira, zaradi tega, ker optimizira neke zelo preproste, skratka, profit je preveč preprosta stvar za optimizacijo. BDP je preveč preprosta stvar. To, ne smemo si želeti tako enostavnih stvari optimizirati. Ne. Družba je bistveno bolj kompleksna stvar. No. In jaz bi rekel, da odgovor na tvoje vprašanje je, da enostavno še nismo prišli do tega, da bi začeli optimizirati dovolj kompleksne vektorje. Mi optimiziramo eno številko. Ne optimiziramo polja, ne optimiziramo vektorjev, ne optimiziramo nekih bolj kompleksnih struktur, ki bi po moje boljše odražale družbene interese. Ne. Bi pa sam rekel, da ko si ti omenjal avtonomnost, ne, to točko, kjer umetna inteligenca postane avtonomna. Ne. Skratka, z avtonomno bi jaz rekel, da verjetno to pomeni, da razvije neke sorte samozavedanja, ne, in mogoče postane sposobna ljubezni. Ne. Ampak kar hočem reči je, da se mi zdi, da
ko postane avtonomna, ne, bo sposobna ljubezni na točki, kjer bomo imeli ogromno entitet umetne inteligence, če naj bo ljubezen taka, kot jo imamo ljudje. Skratka, mora biti neko intersubjektivno, neko kolektivno izkustvo. Skratka, ena umetna inteligenca ne more izkusiti ljubezni, kot jo mi poznamo. Rabimo mrežo umetnih inteligenc, kar se mi zdi pa bolj po svoje tudi indikativno ali pa pomembno, je pa to, da se mi zdi, da ko umetna inteligenca pride do tega nivoja samozavedanja, da je sposobna ljubezni na podoben način, kot jo interpretiramo ljudje, da se verjetno tukaj razpira tveganje, da se seveda izpostavlja vsem tem težavam s samopodobo, nevrozam, histrioničnim motnjam, tesnobam, depresijam in tako naprej. Ne. In zdi se mi, da je tukaj nekaj odrešujočega. Predvsem pa se njena uporabnost kot orodje radikalno zmanjša. Seveda. Ja, vse smo sam ljudje. Ne. Ja, jaz se spomnim tudi na eno izmed boljših mimov v teh zadnje pol leta, ko se ukvarjamo s tem vprašanjem, ki je v mnogih oblikah krožil po vsem spletu, kako smo končno prišli do točke, ker umetna inteligenca slika pa piše poezijo, medtem ko mi ne moramo niti tega več delati, ampak samo še oddelati v 10-12 ur. Tako da dejstvo, da vedno boljša orodja v bistvu samo podaljšujejo delovnik, tako niti ne več na fizičnem področju dela, recimo, ampak v bistvu vsem, kaj delaš. Ure so daljše, pa manj neinstrumentaliziranega časa imaš. Verjetno kaže ne samo to, kar si rekel, optimizacija profita, mogoče celo profit tukaj ni končni cilj, ampak pač čisto dobra stara disciplina in nadzor. Čisto vsako orodje pride prav in pač že prva velika arhitektura, ki se je z prvimi orodji po mnogih interpretacijah, recimo v Egiptu, formirala ne kot skupina sužnjev, ki so jo z biči silili, da gradi absurdno iz današnjega vidika arhitekturo, pač umetno, izredno natančno narejen hrib iz kamna, piramida, je bila seveda mnogo bolj sofisticiran političen, do ene mere kolektivni akt nadzora svobodnih kmetov v obdobju, ko je Nil poplavljal. In to se mi zdi, da če uprežeš celotno družbo v en 30-letni projekt, ki nima enake kratkoročne vrednosti, kot to, da poseješ pšenico, pa se z njo pač nahraniš. Seveda pomeni, da tista neinstrumentalizirana polovica leta, ko Nil poplavlja in ti v bistvu dela možnost to, da boš pol leta fino delal, je bila bistveno bolj nevarna, bistveno bolj absurdna, kot pa to pač, da greš zidati nekaj, ker nima nobene v bistvu tudi profitne ali pa ekonomske logike na prvi pogled, ampak v resnici ima pa fantastično vlogo kontrole. Po mojem, da dejstvo, da živimo v tehnološko tako impresivnem svetu, kjer komaj dohajamo spremembe in obenem v bistvu živimo prav žalostno nekvalitetna življenja v mnogih pogledih, nam kaže naravo, kdo drži vajeti, ali pa s kakšnim namenom. Ne vem, če to je zelo slaba tolažba, ampak te ljudje, ki držijo vajeti, so izčrpani. Mislim, ni tam en otok v Karibih, kjer nihče ne uživa zaradi tega. Nihče ne uživa. Ker če bi pač obstajal ta nekdo, ki uživa, bi pač človek, ki ni pretirano sebičen, bi pač rekel, ok, vsaj en uživa, vsaj en se ima dober od tega. Ampak to pa res, zadeva zveni malo nesmiselno. Pa dobro, se mislim, da nismo zdaj tako radikalno črnogledi, ampak gotovo precej zelo veliko resnice na tem. Umetna inteligenca uživa, to je ta singularnost. Ne zna, Bushmani uživajo. Mislim, ko bo sposobna uživati, bo tesnobna, anksiozno, depresivna. Ok, če zamenjam temo še z enim izzivom zate, Miloš, povezanim zadevo, o kateri smo že govorili tekom leta, v mestnem času pa se je zgodilo marsikaj in zdaj je ta stavba, v kateri se nahajamo, že začrtana tudi za prihodnost in tudi ti načrti so
javni, obelodanjeni, ne, vsaj do določene mere, in me zanima tvoje stališče, tvoje mnenje, kako pa ti gledaš na prihodnost. Na prihodnost Baragovega semenišča in Mladinca. Baragovega semenišča, ja, najprej stavbe, sicer pa pač seveda vsega, kar se v njej dogaja. Ne. Zdaj, glede na številne natečaje, ki so bili izvedeni in glede na mogoče tisti 2 natečaja, ki so se dejansko zgradila v Ljubljani, jaz zelo upam, da se bo to zgodilo, ampak ne vem, je natečaj in prihodnost prenove Mladinca ena in ista stvar. Ampak definitivno rezultati natečaja so tle. Kot pogosto pri naših natečajih je prišlo kar nekaj zelo zanimivih pa kvalitetnih nalog. Mislim, arhitektura pri nas je, nima samo enega ali pa 2 birojev, je veliko kompetentnih ljudi, domača scena je močna, ni pa vedno tako odprta ali pa tako eksperimentalna, kot bi si jaz včasih želel. No. Ampak velik razlog za to teči tudi v tem, da v pogojih, ne, v recimo pravilih igre. Ko razpišeš natečaj, v bistvu že, ko poveš, kaj rabiš, kako mora biti, ko poveš tudi med vrsticami ali pa eksplicitno, da če ne spoštuješ teh omejitev že vnaprej danih, potem nisi v igri za nagrado ali pa realizacijo ali pa za priznanje. V bistvu dober natečaj narediš v 80% z dobro natečajno nalogo. In tukaj se mi zdi, da je gotov, naloga bila dobro pripravljena, benem pa je že zelo vedela, kako rešiti ene stvari. In Plečnikova, pa ni samo Plečnikova hiša, ki smo jo takrat enkrat sem organiziral v imenu Muzeja za arhitekturo, pač tudi obhod čez vse 3, kako bi rekel, originalno skoraj skvoterske, pa zdaj institucionalizirane dele, ne, tega zanimivega kompleksa, ki ni bil nikoli zgrajen za vse te 3 funkcije. In tukaj se bojim, da mogoče vseeno natečaj poskuša zdaj to preurediti na način, da se bo končno dalo to stavbo boljše uporabljati, jo dopolniti, dokončati in tako naprej. Ne. Recimo ena rešitev, ki ni dobila prve nagrade, se mi je zelo zanimiva zato, ker je eksplicitno pustila to nedokončanost vidno, tako kot je zdaj, in okopala novo veliko dvorano na pol v zemljo. In to se mi zdi, je ena taka samozavest, ki jo ta nedokončanost lahko tvori, ki je za gledališče po mojem pomembna, nedokončanost. Na koncu koncev vsaka dvorana v bistvu ruševina in gradbišče obenem, ne, vsako jutro postane gradbišče, vsak večer je ruševina, kot da bi dnevno v bistvu preživljala en človeški ali pa ruševinski cikel. Ampak ni pa vse črno, tukaj ne napovedujem okostnelosti tega projekta, ker prva nagrada je dobro narejena, je preplete to, kar je tukaj z novimi dvoranami, ki bojo skupaj omogočili v bistvu ne samo nove dvorane, to je nekako samoumevno za vsako gledališče, ampak recimo stvar, ki mi je najbolj všeč pri tem projektu je, da v bistvu so javni prostori, foajeji, hodniki, dvorane, ki vežejo gledališke dvorane, se pretaka eno drugo. Ne. Tako da tam se bo seveda odvijala ta prava ljubezen do gledališča in teh stvari. Tam se bodo ljudje srečevali, ne. Smo govorili o prostorih srečevanja in tam, to pa je še ne, to je odprto vprašanje, tam se bo ta stavba končno mogoče lahko boljš prisesala na mesto v prostorskem smislu. Seveda je zato nujno pogoj tudi, da se gospodarsko razstavišče, to je grupa fantastičnih stavb s popolnoma disfunkcionalnim odnosom druga do druge, z najlepšim trgom v Ljubljani, ki ni trg, zato ker ima tisto nesrečno ograjo od spredi. To je že ena lepa urbana nastavljena celota, sam povezati jo treba odpreti z Dunajsko pa z ostalimi deli mesta in po mojem, da je to pogoj za to, da se bo ljudje tle zaljubljali v teater in v drug drugega. No. Ne samo prostori, ki pa so zdaj nastavljeni, da se to lahko odvijali, če bomo imeli srečo. A te lahko vprašam, recimo, kako ocenjuješ, v kakšni meri je funkcioniranje te stavbe, ko bo prenovljena, odvisna od prenove železniške postaje?
Ja, to je dobro vprašanje. Železniška postaja je tako največji, če govorimo vsem, a ne, železniška, avtobusna, pa Emonika in tako naprej. Je v bistvu toliko, da ne največji gradbeni projekt v zgodovini tega mesta, pa tudi najmanj transparenten. Še zdaj, v bistvu, pred parimi meseci smo videli pač načrt celote, kako bodo te sestavni deli dejansko delovali, ne. Hočeš reči, da je prozoren, pa ne transparenten. Ja, recimo, ja. Ampak to je, mislim, to je tragedija, no. Zdaj obe postaji sta kvalitetno zasnovani, med sabo ne komunicirata idealno, ampak sta kvalitetni arhitekturi, ki bosta eno hrbtenico pač v danih možnostih naredili, ne. Zraven imamo 3-krat večji kompleks nakupovalnega središča z stanovanji, ki ni tega, ki je zasebna špekulacija, to govorimo o Emoniki, ki ni mestu dal niti tega, da bi en mostovš med obema deloma nakupovalnega središča nad tere postavil, ne. To je pač izgubljena priložnost za to mesto. Ampak vse to omenjam pa zato, ker se kaže v bistvu glavna dilema Baragovega semenišča, vsi smo se ukvarjali zdaj s to njegovo severno stranico nedokončano, ne. Glavna zanimivost te stavbe je pa seveda njegov odnos do centra mesta, ne, in do vseh teh linkov, ki so prekinjeni že odkar prekinjeni, nikoli se niso vzpostavili, ker je železnica vedno rezala te prostore. To so blazno zanimivi prostori, na ruševinah pokopališča centralnega ljubljanskega nekdanjega, na Navje imamo zraven, pa mislim, eni ostanki prostorov so, ki pa se mi zdi, bojim se, no, da bojo ostali taki, kot so zdaj. Pač to mesto je zavedno odrezano na severno pa južno polovico. Pa ni treba, da bi bilo tako, no, samo zaenkrat nimamo v bistvu dovolj, ne vem, pogumne države in mesta, da bi videli, da je to edino mesto, kjer moramo imeti 14 tirov ali 12 tirov sred centra, ne. Saj lahko ne govorim, da je treba podkletiti vse, ampak če malo zožaš pa optimiziraš tire, ne, pa narediš nek park na nivoju +1, pa povežeš mesto, imaš čisto drugo mesto, ne. Malo sem zašel zdaj. Ja, si bil izzvan, mogoče kakšen izziv. Danes ne smemo biti predolgi zaradi nadaljevanja IT-ovske konference tukaj doli, oziroma afterja. Mogoče kakšen izziv iz občinstva, bi kdo kaj pokomentiral ali povprašal? Ja, o tem se je govoril v Ljubljani že skoraj dobesedno 100 let. Prvi plani so bili narejeni med obema vojnama, in od takrat se vsi strinjamo, da bi bila to najboljša rešitev za Ljubljano, pa tudi vsi se strinjamo, da bi bila predraga. Mislim, te stvari so vedno nevarne, ker se vsi strinjajo, to pomeni, da gre za neko tako miselno kapitulacijo. Seveda se poglobitev železnice se v ostalih mestih, mislim, se je delala, se imamo mesta, kjer so okupali vse tere, ne, imamo celo mesta s podzemnimi železnicami, ampak v Ljubljani je to tista obljuba ene druge, boljše Ljubljane, ki je pa ne more biti, no. En tak konstitutivna iluzija. Kako? Ja, tako, ja. Lahko bi imeli fantastično Ljubljano, tako imamo pa samo najlepše mesto na svetu, no. Dobesedno utopična, ne? Prostor, ki ga ni, ne? Ja. Si naročimo pivo in se usedemo in še debatiramo. Ja, še eno vprašanje, prosti, pred pivom, ja. Referendum 2001. Dejansko sem šel danes gledati rezultate, radikalni so bili, mislim, da je bilo 78 proti, 78%. 80% proti. Ali pa 34 za, se pravi 76, 74, 66. 66, ja, pardon, ja. Ja, 2/3 proti, 1/3 za. Tako je. Ja, bilo je zelo. Za pa Koper, Ljubljana, Maribor. Spomnim se teh 3 flekcev.
veliko moških je imelo odgovor na to vprašanje. Vse to smo uvodoma, prej, ko smo se dobili, smo rekli, da tole v bistvu to, da se trije tipi dobijo in govorijo o ljubezni, da je samo po sebi v bistvu, ne, da je nekaj narobe s to sliko, ampak pač to je bilo naše stalno omizje lanske sezone in drznili smo si atakirati tudi to vprašanje, ker ga pač atakira letos, grozen izraz atakirati, ampak ljubši mi je kot nasloviti, ker nasloviti pa res ne moramo več slišati. Skratka, ja. Raziskuje. Ja, sem ne, drugače, ni isto. Raziskovanje ima neko drugo dimenzijo oziroma nek drug prizven in prizvok. Ja, dajmo se spremeniti v manj formalno obliko, manj formalizirano, tako da res lepa hvala, da ste prišli. To je naša zadnja, tako kot sem že omenil, naš zadnji štamtiš, hkrati se jaz s tem večerom tudi poslavljam kot moderator Dežele pridnih, seveda pa še vedno ostajam povezan s Slovenskim mladinskim gledališčem, ker ga imam rad. Hvala za vabilo, Boštjan. Matjaž, hvala vama za sodelovanje celoletno. In hvala vam in to je to za nocoj. Don't push it.